glede na žreb, se pravi, je v prvi skupini, glede na, ki se določa glede na koeficient države. Potem drugi je ekipa Slovan iz Bratislave, tretji v skupini, se pravi, je iz tretjega bobna je bila postavljena, se pravi, Olimpija. Četrta ekipa je pa zanimivo, je pa iz Cipra, gre za Somatino Barcelona akademija, ki je pa celo mlajša po staležu kot mi, v bistvu je ustanovljena leta 2016, ustanovili so jo pa španski in pa grški nogometni trenerji, se pravi, gre za neko akademijo. Zdaj, po tistem, kar sem jaz videla po listi igralk, imajo tudi nekaj tujk, ker so zaprosili za vizume iz slonokoščeno bade in tako naprej, tako da je nekaj tujk. Minsk je bil že lansko leto v skupini, sicer lansko leto je bila zaštevka ekipa Cirika, ki se je letos neposredno glede na koeficient države uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Tako da je njeno vlogo kot nosilca prevzel Minsk in tukaj dejansko iz mojega vidika Minsk je dejansko tisti najmočnejši konkurent. Presenečenja se pa vedno dogajajo, tako da ostali v tej ekipi pa jaz mislim, da nikogar, tudi Cipr, ne glede, da so mlajši, ne glede, da so iz četrte skupine, mislim, da jih ne smemo podcenjevati. Tako da terminsko je pa glede na sam sistem tekmovanja, prva tekma Olimpije bo v torek proti ekipi iz Minska, se pravi prvi nosilec skupine in pa iz tretjega bobna. Potem isti dan se potem ob 6:15 odigra tekma med Slovanom Bratislava in pa ekipo iz Cipra. Potem v petek igramo drugo tekmo, se pravi je pozno popoldanska, 15:06 se igra z ekipo Slovanom iz Bratislave, se pravi oni so drugi v skupini. Pred nami je tekma med Minskom in pa ciprsko ekipo, se pravi zadnji tretji dan pa igramo nekje na papirju, ne bi bila to nekje najlažja tekma, igramo proti ekipi iz Cipra v torek. In pa ekipa Minsk in Slovan se iz Bratislave se pomerita na Žakov. Se pravi, zdaj tako je, sama delegatka prihaja iz Azerbejdžana, potem sta tukaj observer, ki sta iz Bolgarije in pa iz Poljske, se pravi, gospa Katarina Igleslanko je tukaj kot na mestu observerke. Sodnice prihajajo pa iz Nemčije, Romunije in pa iz Danske. Se pravi, in pa kot četrte sodnice, dve sodnici, to isto Slovenije. Vse, kar si želimo, je mogoče večja podpora s tribun, bom rekla, tudi ta odmevnost, da mogoče res, da so tekme v takih malo neprimernih dnevih, vendar to je pač koledar UEFA, tukaj v bistvu se oni tudi zbirajo na ostale, na domača prvenstva, ki so več ali manj v vikendih, tako da tekme so torek, petek in pa ponedeljek. Se pravi, izven teh okvirjev tudi, kar se tiče moškega dela Liga Evropa, Liga prvakov, da nekako se ne prekrivajo tudi glede na ostale države. Pač mi smo skušali čim bolj tudi časovno prilagoditi, ampak žal nam sami pogoji infrastruktura ne omogoča kasnejših tekem zaradi same razsvetljave. Prve dva tekmovalna dneva sta v bistvu bojo vse 4 tekme odigrane na v športnem parku Ljubljana, se pravi na Žaku, in v bistvu tam se ne izpolnjujejo pogoji za razsvetljavo, tako da pač mora biti druga tekma zaključena še pri dnevu svetlobni. Zato je prva tekma je ob 2, druga tekma je v bistvu tisti najmanjši connecting time med pričetkom na 4:15, tako da je druga tekma ob 6:15. Zadnji tekmovalni dan, v bistvu obe tekmi potekata istočasno, se pravi v vseh 10 kvalifikacijskih skupinah, ki potekajo po različnih mestih v Evropi, so vse tekme ob istem času in se igrajo v bistvu usporedno na 2 igriščih, zato tukaj se igra v Stožicah in pa na Žaku. Vse, ko nasprotni smo si pogledali posnetke, vse nasprotnice so res močne ekipe, bo jih treba vse taktično dobro vzeti, oziroma tudi malo bolj zaprto igrati.
čakati na svoje priložnosti. Sploh prva tekma bo zelo težka, upam, da ne bo poškodb, da nas pospravljamo tudi pozitivno, da tudi če bo prva tekma mogoče poraz, da bomo prižali dobro voljo, dobro energijo naprej, ker mislim, da drugo pa tretjo tekmo bo več možnosti za iskanje točk oziroma tudi za zmago. Ljubljani so veliko bolj, bom rekel, fizično močnejša ekipa, imajo tudi veliko tujk. Bo treba jih čakati, res celo tekmo pa se prežijo igrati, čakati na naše priložnosti, nikoli ne upati, če bomo prijeli gol, še vedno ustrajati na svoji igri. Disciplina v igri bo zelo pomembna. Tako da proti vsem dvema ekipama bomo probali tudi mi več igrati, si več upati, napadati, vsekakor pa tudi na teh dveh tekmah se disciplinirano braniti in tudi čakati na svoje priložnosti. No. Res so nasprotnice vse kvalitetne in ne bomo mogli kar brezglavo napadati. Tako da res disciplina v igri bo zelo pomembna, da bomo pravilno stali na igrišču, če se bo le dalo igrati, čim hitreje igrati, še enkrat čakati na svoje priložnosti. Se pridružil sem tem pozitivnim razmišljanjem pred turnirjem. Prepričan sem, da imamo kvalitetno ekipo, mlado, zelo motivirano za igro, za rezultat. In če bomo na tistih 90 minutah na igrišču dali se sebe, kar znamo, pa tudi potem, če se rezultat ne bo najboljši, si ni bomo imeli kaj učitati. Tako da sam pozitivno naprej. Čudeži pa se dogaja, jaz vedno v njih verjamem in jaz imam dve pozitivne zgodbe, moje pravljice se zmer končajo dobro. Tako da upam, da tudi tukaj lahko spet presenečimo. Velik uspeh je, da katerakoli ekipa v katerem koli športu tekmuje v Evropi, oziroma se vsaj približa. In seveda naša velika želja je vse skupaj tudi z predsednikom, da bi bili tudi uspešni. Ampak to je pa druga pesem. To je pa povsem druga pesem, za katero je potrebno seveda videti, kaj vse se potrebuje, ampak ne v času tekmovanja, ampak v času, ko se na to tekmovanje uvrščaš. Ki boste videli, s kom boste tekmovali zdaj v skupinah, kakšne pogoje imajo nasprotnice, kakšne pogoje imate vi, kakšne pogoje delate vi. In seveda želel bi, da bi še zelo drug videl te pogoje in jih v prihodnji sezoni pač maksimalno izboljšal. In to je tudi moja naloga, da pač pogledam v vas, da vam omogočam boljše pogoje in seveda, če boste dosegli kakršenkoli pozitiven rezultat, da ta pot vam vlažja. Jaz sem želim veliko uspeha, da se potrudite, da date vse v sebe, ker boste morali dati vse v sebe, ker igrate res z kvalitetnimi nasprotnicami, verjetno boste lahko dosegli tudi potreben uspeh, kaj se če že ne uvrstitev, samo v prvo mesto, vsaj da vlagamo eno tekmo, pa mislim, da je to že kar velik uspeh. Res, že res, veliko uspeh. No, pa če začnemo s kapetako, ki je danes žal odsotna, ker ni mogla priti, je Manja Benak in pravi zase, da je velika trma. Dajmo en aplavz, če pravi tukaj. Se pravi, vprašaš jo, napiši, kar hočeš vse, pa napiši, da je trma. Zanimiv. Gremo naprej. Številko 17 nosi Maja Angelovska, pravi, vedno pusti srce za ekipo. Ana, kje si ostani? Nije. Škoda, da bi videl punco, ki je res zagreta in da vedno pusti srce za ekipo, ko je pravi pristop. Ali je z nami Neža Bizjak? Tudi ne, ona pravi, da je borbena in da nikoli ne upa. Pija Božič, Pija pravi, da je strana, nasmejana, osredotočena na vse, ki si ga voda. Dobrodošla tule na Ljubljanskem gradu. Špela Fras. Zdaj vam pravi Špela? Pravi, kar da ne ubije, te naredi močnejšega, tako odlično. Vratarka tudi. Gremo naprej, napadalka številka 24, ali je z nami Mija Kalasič. Pravi, da poraz za njo ne obstaja, sole lekcije in nikoli ne obupaj. Res je, bravo. Z nami je tudi Ana, punca, ki je spremenila svoj kvot v zadnjem momentu, to je Nika Kobrivnika.
Ona pravi, da je as v rokavu. Ja, lepo je imeti tudi take igralke, ki pravijo, da so kot tisti dodana vrednost, ko nekoga potrebuješ. In pa gremo naprej, številko 4, Evelina Kos. Ja, ona pravi, da nič je nemogoče, vse se da, če se hoče. Ja, lepo si tole zbesila, mogoče imaš tudi eno to pesniško noto, na kakšno pesem napišeš zdaj za garderobo. In številko 5, naprej, Barbara Kralj. Pravi, sem kar sem, nič več in nič manj, redko beseda in preprosta. Gremo naprej k branilki številka 2, Simona Krstanovska. Ona zdaj se pravi, upanje in vera brez prodaje sta pot do uspeha. In pa gremo naprej, vezistka, midfield, številka 16, Neva Komalič. Bodi ustrajen in misli svojo glavo. Tako je, zakaj je poslušal drugi. Gremo naprej. Koga imamo, številka 11, Ana Milvič. Ana pravi, da je pridna, delovna in ustrajna. Številka 10 nosi Adriana Mori. Prvac so desetice ure, ker so kaj dobrega napisal, pa poglejmo, ustrajnost in borba na igrišču sta vi prirojeni. Tako da, hvala za ta čudovit kvot. In pa imamo tukaj Manjo Rogan. Tako, hvala in pravi, da je večni kreativec. Tako, tako je rabimo. In še dve igralke imam tu napisani, Laura Škvarc. Laura pravi, da je mala, a dinamitna. Tako, dinamitijo, da imate nekaj majhnih flaškah. In pa še zadnja tukaj na seznamu Zala Vindišar. Poglejte, to, sredotoči se na svoj cilj, ampak ne pozabi se biti srcem in uživati na tej poti lepo. Njihov trener je gospod Peter Kristan, ki tukaj sedi pored mene, fizioterapeutinja Adela Rosa, njihov zdravnik je Matija Dolga, trener vratar je Matej Čeh, sekretar Klemen Dolanc, član upravnega odbora Velega Tabakovič in pa seveda predsednik gospod Boris Snedec. In ko smo ravno pri vas, gospod predsednik, kako boste sedaj drugo sezono takole pokomentirali na hitro, glede na to, da vsi vaši zastavljeni cilji so se že uresničili in tako hitro, kajte zdaj ste že drugi bili prvaki, vem, da smo govorili, da je klub še ustanovljen in da so bili cilji zelo visoki in zdaj ste to dosegali. Kaj se zdi? Se zdi tako, da bomo te cilje nadgrajevali vsako leto, v smislu, da bomo zboljšali pogoje za tekmovanje puncem za vadbo. V to se moramo usmeriti, ker to je osnovni pogoj, da potem na igrišču dosegamo dobre rezultate. Hočemo biti en zgleden klub, da bojo punce rade hodile k nam in da se bojo prepoznali kot en kolektiv, ki lahko tudi v evropskem merilu počasi dosegati neke rezultate in uspehe. To nam je zdaj glavni cilj, da ta klub stabiliziramo, tudi kot organizacijsko, da bojo punce imeli vse pogoje, ki so potrebni, da lahko tekmujemo v Evropi. Ja, kar se tiče prihodov, sem lahko še zadovoljen, da vse te punce, kot so sedaj prišle, večina se jih že treniral in poznam, tako da mi je neko olajšano delo. Kar se pa odhodov tiče, je pa večina igralk odšla prej, da sem jih štriščil, prej, da sem postal trener, tega mogoče si želel da je kakšna punca še ostala, ampak to, kar se je tvorilo, se je, tiste, ko so šle, tiste, ko so, bodo igrali. Jaz mislim, da zaenkrat je vse okej in punce so prijateljce med sabo, trenutno na treningih delajo tudi zavzeto, dobro, vidim, da je vse okej, tako da bi si želel kak teden več dela z njimi še pred prvimi tekmami, ampak ne bomo jamrali. Torek nas čaka prva tekma in bomo se potrudili po naših najboljših močeh. Po enem časti so vedno bili po končanem prvenstvu, ko smo osvojili naslov. Dajmo resnosti, saj projekt, ki igramo Ligo prvaki in en letni desetina po mojem tudi bil zdaj veste protekom. Pa zdaj sem predstavljal novo ekipo, malo mlado ekipo in mislim, da ta ekipa lahko odigra zelo dobre tekme in če bo ekipa delala, vsaka delala z enim z drugo, lahko pričakujem dobre rezultate. Kaj ti misliš? Zdaj na prvi prvenstvo, da boste še enkrat tretji zapored? Pa mi bomo še enih par let, tako delamo.